Kot zdravnica in epidemiologinja sem velik del svojega življenja, poklicnega življenja posvetila preprečevanju nalezljivih bolezni. Zato sem izjemno hvaležna, da lahko danes predstavim knjigo o zgodovini cepljenja, ki jo je uredila zgodovinarka dr. Katarina Keber iz ZRC in ki je napisala tudi poglavje v tej knjigi o viralizaciji proti črnim kozam in me nenehno usmerjala pri pisanju. Cilj je bil jasen, zbrati razpršeno, dragoceno gradivo, arhivsko gradivo NIJZ-ja, prej poimenovano po številnih z drugimi imeni, od leta 1923 je ta ustanova v našem prostoru, in osebne zapise ter na enem mestu izbrati zgodbo o tem, kako je varovanje pred nalezljivimi boleznimi postalo steber javnega zdravja. Ko sem se potopila v zgodovinske vire, me je pretresla realnost naših prednikov. Slovenija je bila zaradi svoje lege na križišču poti, vojn in migracij vedno izpostavljena nalezljivim boleznim. Epidemije črnih koz, davice, otroške paralize in ošpic in še druge so bile vsakdanja grožnja, ki je neusmiljeno redčila družine. Prav cepljenje pa je bilo tisto, ki je prvič v zgodovini preobrnilo tok dogodkov. Iz pasivnega spremljanja bolezni smo prešli v aktivno preprečevanje. Skozi knjigo opisujem, kako se je slovenska zdravstvena stroka korak za korakom organizirala, dobila pravne in finančne okvire. Popisala sem pomembne mejnike, od uvajanja posameznih cepljenj, od 1800 dalje, in uvajanja cepilne knjižice, ki jo ima danes praktično vsak, do evidenc, pa vse do sodobnega računalniškega sistema za spremljanje učinkovitosti in varnosti cepljenja. Iz dokumentov jasno izhaja, da Slovenija nikoli ni zgolj sledila svetovnim trendom. Z izjemno strokovnostjo in vizijo je nastajal in zorel program cepljenja, ki nas uvršča v sam evropski in svetovni vrh. Danes živimo v času, ko so mnoge nalezljive bolezni zaradi uspeha cepljenja izginile iz naših krajev. A to nas je polenilo. Pojavil se je lažen občutek varnosti. Kot epidemiologinja sem v knjigi znova opozorila, nalezljive bolezni ne mirujejo. Če bomo zaradi dvomov in dezinformacij dopustili, da precepljenost pade pod kritično mejo, se nam bodo vrnile. Zgodovina nas uči, da se cena za izgubo preventive meri v človeških življenjih. Cepljenje zato ni le medicinski dosežek, je dejanje solidarnosti, ki povezuje generacije. Ta knjiga je poklon vsem zdravstvenim delavcem, ki so gradili ta varni sistem, in hkrati je strokovno orodje za prihodnost. Zahvaljujem se založbi ZRC za izdajo in vsem kolegom, ki so pomagali ohraniti ta zgodovinski spomin.